lahko služi tudi kot neke vrste nova, majhna mini zgodovina Izole do 16. 17. stoletja. Pravi majhna zgodovina, predvsem zato, ker ima Izola neko veliko smolo z pisanjem in razlikovanjem zgodovine. V začetku 20. stoletja je pogorel skoraj v celoti njen mestni arhiv, kar pomeni, da je bilo gradivo več ali manj izgubljeno, ostalo nekaj drobcev, med njimi tudi tale statut oziroma dva statuta, ki so v 19. stoletju na srečo prišla v Poreč oziroma Pulo in na drugi strani v Trst. In samo to je pravzaprav rešilo Izolo pravzaprav neke vrste v narekovajih zgodovinske pozabe. 40 izvodov. Seveda ti izvodi so kmalu pošli oziroma skladno s projektom tedaj Interregovim smo te statute poklonili kulturnim in znanstvenim ustanovam v Sloveniji. Sedaj pa seveda bo večina teh namenjena tudi poslovnim darilom izolske občine, nekaj pa seveda tudi obveznim izvodom od NUK-a in podobno in nekaj tudi naši univerzi. Pa naj opozorim, da je ta manjša, drobnejša knjižica, seveda kot je navada, običaj, tradicija oziroma sploh obveza pri izdaji tovrstnih faksimilov spremna študija, ki je bila tudi pri izdaji iz leta 2006, vendar je sedaj dopolnjena strani tudi avtorja Dušana Kosa, predvsem z izjemno, po mojem mnenju, pomembnimi tabelami, ki prikazujejo seveda vsebino tega faksimila in je ta uvodna spremna študija objavljena v 4 jezikih, torej v slovenščini, hrvaščini, angleščini in v italijanščini.